Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. V današnji epizodi se mi pridružil Uroš Kovačič, soustanovitelj podjetja Sybit. Predvsem se bomo osredotočili na njegov podjetniško pot, idejo za to podjetje pa razvil v tujini. Obenem se bomo tudi usmerili na kadrovski svet oziroma problem kadrovanja, saj je ravno njegovo podjetje razvilo rešitev za kadrovske izzive. Uroš, pozdravljen. Me veseli, ker si se odzval na moje povabilo. Zdaj ni neki dolg časa nazaj, ker si bil tukaj na ekonomski fakulteti, imeli ste podjetniški pop-up dogodek, pa me zdaj malo zanima najprej, kakšne občutke si imel, ko si se vrnil na ekonomsko fakulteto kot podjetnik? Ja, ko sem šel iz ekonomske fakultete, verjetno nisem bil prepričan, da bom podjetnik. To je dobro vprašanje, zato ker končal sem denar in finance. Nadaljevanje študija je šel v smer korporativnih financ. Ja, verjetno, ko sem odhajal odtle, nisem imel plana, da bom prišel kot podjetnik nazaj. Ja. Se je pa v tem času pač ogromno stvari spremenilo. Ekonomska fakulteta je malo zrasla, neke dele sebe je malo zamenjala, ampak se mi zdi, pa ideja je ostala podobna, enaka. Super. Dej, povej mi najprej, zakaj v bistvu si sploh ti se odločil, da boš prišel študirati na ekonomsko fakulteto? Kaj je bila tista želja, ki si jo imel v sebi kot nek dijak? Ja, sigurno je bila od nekdaj prisotna želja po razumevanju dogajanja na trgih. Kako sem na to gledal kot dijak, verjetno drugače, kot gledam zdaj, ampak zanimalo me je, zakaj stvari stanejo to, kot stanejo, na kakšen način se izvaja vse operacije v našem gospodarstvu in tako naprej. Na dosti bolj primitivni ravni verjetno. Potem pa, ko se spustiš v to, je to nekaj, mislim, sigurno je izpolnila pričakovanja ekonomska fakulteta v tem pogledu, da mi je pomagala priti do odgovorov, ki sem jih želel kot dijak, je pa potem tukaj ena taka širina, pa verjetno veš, da se lahko popolnoma sam odločiš in te začnejo zanimati tekom študija ene čist druge reči, druge smeri, se odločiš, kam boš šel in se lahko razvijaš v tej smeri. Zdaj, prej, ko smo prihajali sem do studija, si omenil, da si iz Štajerskega konca. Zakaj pa si izbral točno v Ljubljani ekonomsko fakulteto in ne mogoče v Mariboru? Kaj bo tisto, kar te je mogoče napeljevalo k študiju v Ljubljani? Ja, tudi na glas sem baje, tako mi pravijo, da sem že kar dobro prekril. Malo dolg časa že živim tudi tukaj in okrog. Sigurno je bila, mislim, pri meni nekako ni bila izbira. Mogoče se je to s časom zdaj malo spremenilo, ampak takrat je bila neka normalna pot po končani gimnaziji v Ljubljano. To je bilo nekako odcepljeno od malega, da je pot gimnazija in potem študij v Ljubljani in tako naprej. Verjetno, ker je študiral že oče, vsi prijatelji, več ali manj, tako da ne, ni bilo vprašanje. Pa je bila samo vprašanje smer, kaj te pa zanima. No, preden prijema do smeri, prišel si sem verjetno na informativni dan, bila je očitno tvoja prva in edina izbira na ekonomska fakulteta, pa me zanima, ko se dejansko začel študij, a ti je bilo isto, kakor ti je bilo predstavljeno, kakor si zamišljal, ali bo boljše? Imel sem kar dosti informacij, kako bo izgledalo. In v bistvu, kar se tiče tega poteka, je dosti podobno, kot sem si predstavljal bilo. Mislim, da nisem nobenega šoka doživel, tudi nisem kaj pretirano v drugačni smeri si zamišljal. Kar me je presenetilo, je pol to, o tem bova verjetno tudi kasneje govorila, koliko opcij ti ta fakulteta da. Mislim, da nobena druga ti ne pusti zbirati med tolikimi različnimi potmi, ugotoviti, kaj te zanima, pa jih delati v tej smeri. Zdaj, ko smo načela to temo, usmeritve, imamo kar nekaj usmeritev mislim, da je 12 na dodiplomskem študiju. Zdaj, kako si se ti odločil, da boš izbral denar in finance, oziroma a si kaj botroval na začetku prvem letniku med katerimi smeremi, ali si točno vedel v bistvu, da tebe zanima striktno denar, finance, neki trgi? Ja, tudi tukaj ni bilo pravzaprav nobene odločitve, ki bi jo sprejel. Tako je bilo nekako začrtano. Denar in finance se mi je zdelo od nekdaj zanimiva smer, dobra podlaga za karkoli naprej pač želim početi in nekako sem se videl na tej relaciji med bančništvom, gospodarstvom, kasneje tudi. Tako da tukaj
pravzaprav ni bilo neke velike odločitve. Ja. Nisem niti vedel, da jih je 12. Aha, okay. Nisem se niti poglabljal v katero točno. Denar in finance se mi je zdel good choice. Si imel kar neko začrtano pot, že kar od začetka bi lahko rekli. No. Ja. In na koncu je tudi uresničila pričakovanja, če tako rečem. Vemo, da, oziroma poznano je, da, kakor večkrat omeniš, da ti omogoča veliko neke širine, nekih stvari ekonomska fakulteta. Pa me zanima v bistvu, a si bil ob študijsko kaj aktiven? A si se poleg študija, kakor ga treba jemati z kar veliko zajemalko, si se kaj udejstvoval raznih aktivnosti mogoče? Si se probil kaj tudi v kakšnem študentskem delu, kaj v tej smeri? Ja, se čisto odkrito, jaz v tej smeri, ki sem rekel prej, da mislim, da ekonomska daje eno platformo, ekonomska fakulteta daje eno platformo, na kateri lahko potem gradiš sebe, svoje kompetence v raznih smereh. Mislim, da je ključna komponenta tega, da te ne zasuje do konca. To pomeni, da ni lahek faks, ne? Da ti da prostor, da se ti poleg tega v okviru obštudijskih zadev usmeriš tja, kjer te stvari zanimajo. In zdaj mogoče mala napaka, ki se mi je zdelo tekom faksa, pa sem kasneje opazil, da je recimo, bi mi prišlo zelo prav, so razni networking eventi, teh sem se a priori izogibal in od njih distanciral. Prepričanje, verjetno neko, malo je mogoče, če gledam za nazaj, izven comfort zona, taka zadeva in se je izogneš. Ne? Pa tudi neke druge stvari, ki težko rečem za nazaj. No? Ampak v vsakem primeru sem pa ogromno delal lahko, poleg fakultete. Mislim, da sem takrat kar delal en svoj čas, kar precej ur, 20 do 40 ur na teden. V enem risk management oddelku tukaj v Ljubljani. Pa seveda top 20 platforma je ena velika stvar, ki je bila takrat, ne vem, kako je s to stvarjo zdaj. Se pravi top 20 kot 20% najboljših študentov, o čem govoriva? 5% najboljših študentov, okay. Ta je bila. In takrat v tistem okviru tam se nas je potem zgradila ena ekipa, ki pa se še danes videvamo. Tako da ob študijskih aktivnosti, jaz mislim, da sta bile te dve najbolj izstopajoče, pa en kup eventov. Ta fakulteta ima ogromen različnih ljudi, ki imajo ogromen različnih interesov, znanj, kompetenc. In da tukaj nekoga ne najdeš, ki nimate nekega skupnega interesa ali pa nekega skupnega zanimanja, je skoraj neverjetno. To bi se kar strinjal, ne? Ker če pa na tej fakulteti, kot si sam omenil, s toliko raznovrstnimi ljudmi, smermi, željami, ne najdeš nekako, da se ponetworkaš v bistvu, pa po mojem na dolgi rok izgubljaš kar veliko priložnost. Teva mogoče potem šel si v tujino študirati. Ja. Zakaj si se v bistvu odločil za študij v tujini? Ja, to je bil magisterij spet strateških korporativnih financ, daleč od tega, kar zdaj počnem. V Maastrichtu na Nizozemskem. Razlog je bil pa dober, želel nadgraditi znanje v tej smeri, absolutno, ker me to pač zanima in še danes me recimo zelo zanima. Razlog je bil pa PBL, to je Problem-Based Learning. V bistvu sem si želel delati magisterij, ki bazira v celoti na caseih, na real life problemih. To je bila ena želja, probal sem priti čez ta GMAT in te reči in sem pač bil zadosti uspešen, da sem se lahko vpisal na tak program. In to je prav tako, kot na dodiplomcu ekonomske fakultete, je tisto na podiplomcu izpolnil pričakovanja, moram reči. To je, v bistvu je program potekal na način, da praktično ni bilo klasičnih predavanj, ali pa je bilo tako 2 uri na teden, recimo. Nizozemci imajo že tako ta sistem narejen malo drugače kot pri nas, da imaš fokus na 2 ali pa 3 predmetih mesec in pol, mogoče 2. Ne spomnim se točno, koliko je trajal semester. In potem nimaš 6 predmetov kot pri nas. Naenkrat, da prideš v študijsko obdobje in potem je 6 stvari, ampak lahko zelo osredotočaš se na to, kaj se pri 2 dogaja. Praktično ni bilo predavanj, je bilo pa ogromno teh Harvard caseov, kjer si dobil case, dobil si ekipo,
in si z ekipo znotraj ekipe dobil tudi vlogo. Enkrat si bil CFO operacije, drugič si bil nekaj drugega. In potem si to vlogo zapeljal, pa se mogel z drugimi deležniki prebiti do cilja in ocena je bila na koncu skupna. Tako da je prišlo tudi do trenja znotraj ekipe praktično na vsakem caseu. Je nekdo se čutil, da je vložil več kot nekdo drug in je zato končna ocena bila pri vseh enaka. Tako, dosti real life case. No. Poleg tega, da je težavnost bila teh caseov zanimiva, je tudi na drugi strani same relacije, naučiš se delati v ekipi in to že znotraj magisterija, kar mi je recimo bilo top. Da ne govorim, da pridejo ljudje na določenih segmentih z dost bolj, bom rekel, razvitimi kompetencami, kot sem jih imel jaz, ko sem prišel tam. So bili pa jasno tudi segmenti, kjer sem jaz bil boljši. No, to sem te mislil vprašati, se pravi, pa če zdaj zanemarimo, da je to druga stopnja oziroma težji level kot dodiplomski študij, me zanima, kako se razlikujejo točno ti študenti mednarodni oziroma neko znanje, ki si ga pridobil tukaj v Sloveniji in pa potem te kompetence, ki si jih razvil tukaj, pa tisti, ki moče nisi, kako se je to razlikovalo, ko si vstopil na nek recimo bolj mednaroden trg, kar se tiče izobraževanja? Kako si to sam občutil? Na začetku sem se malo ustrašil. Saj imaš ta GMAT, ki ga moraš pesniti, da lahko priješ. Torej veš, da so vsi študenti na nek način pesnili ta nivo, kar se tiče, mislim, logičnih nalog, predvsem angleščino dobro stestira in tako naprej. Tako da veš, da so vsi na nekem nivoju, ki so prišli v program. Je pa vseeno to ni zelo homogena skupina ljudi. To so pač ljudje popolnoma različni iz raznih držav in se pa vidi, recimo, zanimiva stvar mi je bila, Nemci in Nizozemci so znali precej več programirati kot mi. To mi je bila ena. Pa to govorimo o programskih jezikih? Ja, recimo RStudio, Python. In tam se je pričakoval ta nivo tudi od nas, ki smo vstopili v magistrske programe. Ne. Na ekonomski fakulteti mi recimo ta stvar ni bila toliko razvita. Medtem, ko smo znotraj predavanj, predavanja pač niso brez veze. Ne. Na tej fakulteti imaš ogromno, poleg vaj imaš tudi ogromno predavanj. Smo mi bistveno lažji, imeli mogoče več teoretičnega znanja od njih na marsikterem področju, pa predvsem lažji smo adaptali te tehnike, da se naučimo kaj, ki se je bilo treba, raziščemo in tako naprej. To je tako, čisto praktično. Na začetku sem se malo ustrašil jaz, da sem slabši, potem sem pač videl, da na nekih nivojih si boljši, na nekih slabši, ampak na koncu, ko si nekaj časa tam, vidiš, da v bistvu niso tuji študenti prav ničemer boljši od nas, ne, sam poznaš, ne. Zdaj si podjetnik, ne, v bistvu si potem, kljub temu, da si študiral denar in finance, pa potem še naprej finance, se je potem tvoje življenje v bistvu čisto spremenilo in si nekako postal podjetnik, pa me zanima, če bi na začetku, preden se dotaknemo, kje je prišla ideja, pa v bistvu samega podjetja, me zanima, stvari, ki si jih pridobil, ker si študiral finance in zdaj lahko uporabljaš v podjetništvu. Jaz mislim, da je tega ogromen, pa zelo težko je to nekako okarakterizirati, pa pokazati na njih. Ne. Jaz mislim, da je pri odločanju nasploh ta program, denar in finance, pa kasneje corporate finance, jaz mislim, da daje eno dobro podlago, da razumeš, kako funkcionira vse skupaj. Da vidiš, kaj je interes podjetij, da vidiš, na kakšen način se odločajo in podjetja znotraj relacije lastnik in pa vodstvo podjetja in pa v relaciji podjetja banke. In to mislim, da prihaja vse posod, pač je to znanje, ki je vse posod uporabno. Karkoli pogledaš, v katerikoli kos gospodarstva se zagledaš, ga mogoče zaradi tega, ker sem hodil na te programe, pa predvsem iskal znanje v tej smeri, razumem boljš, kot ga bi razumel nekdo, ki tega ne bi naredil. In težko rečem, kje to pomaga. Ne. Sigurno pomaga tudi pri tem, da se znam z računovodstvom drugače pogovarjati, kot bi se znal nekdo brez izobrazbe v tej smeri. Sigurno pomaga tudi pri raznih zagotavljanju financiranja, iskanju investicij, kot startup in tako naprej. Ampak
mislim, da to niso glavne prednosti tega, da sem pridobil to znanje v tej smeri. Ja. Zdaj pa v bistvu, odkje je prišla ideja? Zakaj si se odločil, da bi pa ti imel svoje podjetje? Zdaj na to, s čim se ukvarjaš, boš sam nekaj o tem povedal, kaj sploh delaš. Me zanima, če te že malo naprej vprašam, ali je ta ideja prišla iz tega, ker si imel sam nek problem pri iskanju zaposlitve? Ja. Tega nisi vedel, pa ja, je prišla. Ja. Zanimiva stvar. No. Tudi ni bil plan, pač, ne bom rekel, tako, dosti me zanimal podjetniški svet. Že tekom študija tu v Ljubljani sem bil del 2 projektov tipa startupov, ne, ki sta neuspešno strmoglavila, zelo hitro. In to me v resnici kar navduševalo, vedno. Tudi impresivno mi je bilo, ko sem šel predvsem gor na Nizozemsko, pa če se malo navežem na tisto, o čemer sva prej pogovarjala, se tudi na študiju financ gor, se mi zdi, da vsak popoldan od njih je šraufal nek svoj startup, pa bil del nekega startupa doma. Torej, poleg tega, kar si delal na fakulteti, že tako si še eno usporedno stvar gradil nekam, kamor si odvečno energijo, ki jo imajo ljudje pri teh 25 letih recimo vlagal. Ne. In to mi je bilo fascinantno, tako okolje je bilo gor. Ne. Pa se je zgodila korona, to je bil čas, ko se je zgodila korona. Jaz sem bil res takrat v iskanju službe in sem se prijavil na pač pozicije, ki so me takrat zanimale. To so bile pa, kako češ faks, hočeš delati nekaj dobrega. Ne. In se prijavljaš za pozicije, kjer se prijavi poleg tebe še 3000 drugih undergraduatov, pa graduatov, pa tako naprej. In v bistvu me je gor impresioniralo, ker sem iskal službe pretežno v Londonu pa v Amsterdamu. Me je impresioniralo, da pravzaprav v nobenem selekcijskem postopku nisem jaz imel kontakta s človekom v prvih 5 recimo fazah selekcije. To pomeni, da se je 5 faz selekcije zgodil, brez da sem jaz govoril s človekom na oni strani. Nekaj je bilo avtomatiziranih teh mailov, ki jih pošljem, potem pa sem začel govoriti z roboti. Ne. On ti zastavi vprašanje, te posname, ti odgovoriš, to avtomatsko shrani sistem, posreduje kadroviku, tudi CV-je, sem kasneje, ker me je to začelo zanimati, kako funkcionira, videl, da jih v bistvu berejo programi. Ne. In da moraš v bistvu vsak CV, ki se prijavljaš za nek tak job, napisati znova s tistimi keywordi pa s tistimi ključnimi besedami, ki so v opisu joba, zato da program sploh te pošlje naprej. Ne. To so pač te stvari, ki jih ugotoviš v tem svetu, ki se prijavljaš na neke pozicije, kjer je ogromno drugega interesa. Ne. Če te lahko malo zmotim, predvsem si se prijavil pozicije v tujini. Da me pa zanima, kje to najdeš, pa koliko se to razlikuje z prijavo recimo za pozicijo v Sloveniji. Zdaj vemo, da v Sloveniji imamo Moje delo portal, pa imamo neke kadrovske agencije. Kako je pa, ko si enkrat v tujini, v bistvu, kaj je tisto, kar vpišeš v Google, da te zanima na job v Londonu? Ja. Je to prek LinkedIn, oziroma kako pol priješ do teh selekcijskih postopkov? V bistvu je bilo tako, da nas so dosti tudi na faksu lovili. Tam, ko si proti koncu magisterija, vem, da par velikih firm nas je tudi na večerjo povabili, tako v sklopu 20 študentov, pa ne pač predstavili, kaj delajo, pa pač prosili, če se lahko prijavimo, če nas zanima kaj več, da bi nas povezali. Ne. To so pozicije, ki so malo specifične. To so njihovi programi, ki te pošljejo, verjetno poznaš, ki te pošljejo na, v bistvu te oni podpišeš pogodbo in te pošljejo na rotacijo po večjih njihovih, dajmo reči, poslovnih enotah. Ne. Malo delaš recimo v Berlinu, malo delaš v Londonu, zdaj za eno pozicijo recimo Dyson, te Feni in to, verjetno poznaš. Tam sem prišel recimo v finalen krog, da bom na konkretnem primeru govoril. Ne. Tam je recimo tako, da bi podpisal pogodbo, 2 leti bi imel rotacije, delal bi na vseh teh, na vseh ključnih stebrih podjetja, da vidiš, kako funkcionira, in potem je to pač vloga, ki jo nadaljuješ v managementu kasneje. Ne. In tega imajo ogromen. In to so pozicije, za katerimi je tudi ful interesa, ker je pač noro zanimiv, ker te pač šolajo v smeri managementa, in je to sigurno nekaj, kar mnogo ljudi želi.
in je zelo težko zraven priti. In to so pač neprimerljive pozicije s tem, kar imamo v Sloveniji, zato ker se na to prijavlja globalen trg iskalcev in teh je izredno veliko. In tudi kvaliteta takih ljudi je izredno visoka in je težko, res je težko zraven priti. Si mislim, ja. In zdaj pa, ful me je preseniralo, ko si rekel, da se v bistvu na teh, recimo prvih 5 krogov, ne, se v bistvu sploh nisi pogovarjal s človekom in da si potem se naučil, da tudi CV treba prilagoditi na neke ključne besede. Dajmo kaj več o tem povedati, to mi je ful zanimivo. V kakšnem smislu si mogel CV zdaj, verjetno tukaj študenti dosti uporabljajo Europass, mislim, karikiram, mogoče ne vem, se niti nima toliko veze, ampak potem dostikrat se pogovarjamo tukaj v Sloveniji, da moraš personalizirati CV, ne, se pravi, da ne vem, če narediš ga mogoče v Canvi, če narediš, ne vem, neke sosledje nekih stvari, kje mora biti izobrazba, kje mora biti izkušnje, da to tudi šteje. Zdaj ti si pa v bistvu še nadgradil, se pravi, da so pa ključne besede tisti pravi moment, ki mogoče naredi ta edge. Pa me v tej smeri zanima v bistvu. Ja, sej ni velike znanosti zadaj. Oni imajo oglas za delo, ki ga objavijo in povezanost teh besed je zelo pomembna. Recimo, če oni uporabijo besedo budgeting, ne, moraš ti med svojimi kompetencami, med svojimi izkušnjami, tudi če tega nisi čist delal, napisati, da si delal budgeting, ne pa preskrbovanje, recimo, oddelkov znotraj organizacije. Ne. Samo narativ je treba obračati na tak način. To sem pol izvedel, ker sem se v stroko malo bolj poglobil in danes sem že nekaj časa not. Ampak zelo dvomim, da v Sloveniji podjetja delajo na tak način, ker prijav na slovenska delovna mesta ni niti približno tako velik, kot je bilo na neke te odprte pozicije, no, ki jih pa lovi pol Evrope. A pa se pravi, ti si se prav, to si ugotovil po naključju, oziroma ali to si potem prav si izvedel in si se pač poglobil v to smer, kaj je tisto najbolj optimalno zdaj, kako brati razpis za delo in kaj so res, da prepoznaš tiste ključne stvari, ki jih potem implementiraš noter v CV. Ja, mislim, da smo imeli ogromen delavnic na koncu faksa, na koncu magisterija gor, mislim, da smo imeli ogromen delavnic na to temo. Pa tudi stvar me je tako, čist mene na osebni ravni zelo zanimala. Tudi kasneje smo razvili posel v tej smeri, tako da to je pač nekaj, kar me je zanimalo, zdaj se mi je impresivno, zdaj se mi je nekaj, kar bi lahko na nek način prenesel tudi na naš trg in ja, to je to. No, se v bistvu zdaj, če se bi vrnil močno nazaj, zdaj smo šla malo bolj, ko smo se oddalili tiste stvari, ko sem te vprašal na začetku, je bil tukaj tisti problem, ki si ga prepoznal, da je preveč krogov, ni stika s človekom? Mislim, nekako je treba priti iz recimo 3000 prijavljenih, ne, na neko obvladljivo maso 100 ljudi, ki so po kompetencah primerni, da nameniš svoj čas. Čas stane, tudi ga ni neomejeno. In jaz mislim, da je to zelo smiseln način in edini možen, saj tehnologija nam konec koncev pomaga. Tudi za kandidata na drugi strani je zelo dobro, če ga tehnologija zavrne, ne. To je še nekaj, kaj delamo zdaj in iz koder jaz izhajam. Zelo v redu je, če te tehnologija zavrne, ker te zavrne še zelo hiter, ker te zavrne na nek način strukturiran in to imajo ljudje pač radi, ne. Tehnologija te lahko zavrne kot iskalca zaposlitve v 1 minuti, ne. Boljše, da si ustvariš neka pričakovanja čez 14 dni, ki ne dobiš odgovora, a na drugi strani točno nekdo ve, da že itak nisi primeren, ali pa da iščejo nekaj drugega, kot je tvoj profil, recimo, no. Tako da, kar se tega tiče, kot tale candidate experience moj, je bil z tega vidika zelo dober. Ne. A pa si mogoče tudi ti dostikrat srečal s tem, se pravi, da si ustvaril neka pričakovanja, ki se nekam prijavil in v bistvu tukaj imam jaz tudi sam dosti, imam za na to temo mi je kar malo na živce, no, ko dosti firme v Sloveniji tudi se čaka več časa in v bistvu potem pa se nek selekcijski postopek zaključi, lahko da je bil samo razpis za nekega internega kandidata in v bistvu ti sploh ne veš, ne. Potem dobiš podgovor čez kak mesec, dva, da si pa nisi bil sploh izbran. Ja. Si se srečal da je s temu? Ja, sigurno. S tem se srečujem zdaj, ker smo v tem poslu noter zelo veliko in to je res navada nekako na našem trgu. Žal, ljudje tudi v kadrovskih službah prioritizirajo stvari, ne. In je normalno, to je pač zavrnitveno sporočilo
nikoli ni sporočilo najvišje možne prioritete v podjetju. Zmeraj je nekaj drugega bolj pomembnega, nekaj bolj gori kot to, da se sporoči ljudem, ki jih ne rabiš, da jih ne rabiš. Ne. Zdaj pa, če se res vrnemo čisto na podjetniško idejo, to si začel kreirati, ko si še bil v tujini oziroma ko si se vrnil v Slovenijo. Ja. Kak je bil ta če bi nek timeline naredila, se pravi, od tega, ko si začel idejo pol spravljati v življenje, ustanovitev podjetja v tej smeri. To je bilo zelo smešno. V bistvu je zelo veliko naključij bilo, da je do tega sploh prišlo. Pa sem jaz enkrat uspel, ne, po magisteriju dobiti službo na tak način. Ne. V Ameriki bi mogel iti v Filadelfijo in je bila pogodba pač podpisana in vse skupaj. Ampak to je bilo točno na začetku korone, takrat, ko je Trump zaprl meje, jaz pa okužen s covidom. In je bilo nemogoče priti v Ameriko. Jaz nisem smel po tistih, pač eden prvih okuženih na Nizozemskem, takrat sem bil in sem obtičal v stanovanju in ker se ni vedel, kako dolgo sem okužen, mislim, da je tako bilo 19. aprila, sem prvič videl človeka, zbolel sem pa, ne vem, en mesec prej. Tako da en mesec nisem smel iz stanovanja. Torej, šele 19. Po enem mesecu so prišli prvi prijatelji na obisk, pa še to se spomnim, da smo ful dezinficirali skupaj, dezinficirali vse skupaj. Tako da zelo zanimiv scary obdobje, ker sem jaz v enem mesecu imel ogromen časa, da razmislim, kaj bom. Očitno je bilo to, meni se je ta zadeva tudi precej zapletla, sem precej hudo zbolel, no? In je pol to trajalo 2-3 mesece vse skupaj, da so se vsi moji posledice tega covida odpravile. V tem cajtu sem pa bil več ali manj zaprt v svoje stanovanje na Nizozemskem skupaj s punco takrat. In sva imela pojma o tem, kako se programira. Ona ima več domenskega znanja, jaz tega, kar sem lahko dal, in na koncu sva rekla, zakaj pa ne bi v Sloveniji. Pač plan je bil, da greva nazaj v Slovenijo, ker taka, rečemo, travmatična izkušnja, kaj drugega niti ni več pustila. Smo šli nazaj in smo tukaj začeli razmišljati v smeri, kako te stvari, predvsem te, ko smo govorili o avtomatizaciji selekcijskega postopka, te reči, pač zakaj to ne bi v Sloveniji funkcionirali, če gor funkcionira. Kasneje smo zelo hitro videli, zakaj ne, ampak takrat se nam je zdelo pa to dobro, ne. Nekaj novega, nekaj, kar bi probali, ne. Prinesti te dobre prakse za poslovanja in jih digitalizirati in deliti to še s podjetji tukaj, ne. Ker konec koncev je bil tudi tukaj COVID, ljudje niso mogli hoditi na razgovore, tako naprej. No, tako da, evo, to je to. Pač imel sem ogromen časa v izolaciji, imel sem zanimive sogovorce takrat in smo pač nekaj začeli delati, ne. Kljub temu, da je bil COVID res ena taka neprijetna izkušnja za vse nas, pa tudi za tebe, ne, kot si sam rekel, je pa na drugi strani se v bistvu rodila pa ta ideja, kjer si nekako danes žanješ nek uspeh. Pa me zanima, da mi povej, to mi je vedno nekako zanimivo, ko vprašam človeka, ki je podjetnik, kakšen isti občutek, ko narediš neko idejo in potem vidiš, ko uspe. Kako se počutiš? Kaj je tebi nekako to vzbudil? Verjetno, če bi mi uspela takoj, ne, bi se ful dobro počutil. Tako bi imel en občutek, da sem nekaj prebojnega ustvaril. Ne. Mi smo dvakrat prej zapivotirali, ne. Dvakrat smo trčili z idejo ob zid in v bistvu, če ekipa ne bi bila tako močna, kot je, ziher ne bi šli naprej. Ob nobenih teh dveh trkov, ne. In pol, ker tretjič zapivotiraš in nekaj rata, rečeš, končno. V kakem smislu pa v bistvu si rekel, ste trčili ob zid? Kaj pa je bolj na začetku je bila kaj ideja toliko drugačna, oziroma da ni šlo čez, oziroma... Ja, seveda. Smo skozi, mi kot Cybit, ne, skozi imamo naša domena recruitment. Torej, tleno se skozi nekje lovimo in avtomatizacija selekcijskih postopkov je nek del, ki smo mu namenjali ogromno resursov, torej od denarja do časa, do energije. In z njim smo se precej zabili, ne. Tako, praktično to zgleda tako, ustvariš produkt, ki je dober, ki vsi pravijo, da je dober, greš na 50 sestankov in ne prodaš nobenega. Ne. Okay. In dobiš 50 nejev, ne.
Zakaj pa ne? V bistvu, kaj pa je bil tista stvar, ki ni prepričala stranke na drugi strani? Dva problema sta. Prvi je pač ta, da je na eni strani v Sloveniji zelo malo iskalcev, kar kasneje, ko vidiš bolj strukturno porazdelitev, vidiš, da je iskalcev neverjetno malo. Tudi za top pozicije se prijavlja relativno malo kandidatov in avtomatizacija to absolutno ne rabiš. Če govoriš s kadrovi, ki v slovenski sferi zelo hitro, 80% ljudi ti kot enega izmed svojih glavnih problemov navede tale candidate shortage, to pomeni, da pač ni kandidatov, ne, da ni primernega kadra, ne. Nimajo problemov s tem, da bi prišlo preveč ljudi in bi rabilo orodje, ki jih pomaga selekcionirati. Ne. To že sami naredijo zelo dobro. Ampak pa tudi povejo, recimo, zakaj ni primernega kandidata, oziroma kaj je tisto, kar je toliko neprimerno mogoče za zaposlitev. Je to znanje, so to izkušnje, je to, ne vem, kakšne druge kompetence? To je bolj ali manj posledica rekordno nizke brezposelnosti, ki je trenutno. Jaz mislim, da je ob tem posledica tudi to, tega, da mladih, velik del mladih, ki so dobri, odhaja v tujino. In potem recimo za pozicije, ki iščejo, dajmo reči, kakšne mlade liderje v tem smislu, ki iščejo top potencial, pravzaprav ne generirajo ful kvalitetnih prijav. Ne pritegnejo ogromen nekih kvalitetnih ljudi, ker jih pač niti ni. Tudi ni prav težko dobiti službe v tem času. Ne. Če si zares želiš delati, če si kompetenten za nekaj, pravzaprav ni zelo težko. Ne. In vse to so pač stvari, ki vplivajo na to. Ja, vsekakor, ja. Povpraševanje in ponudba se to je čist nekaj ekonomski osnovni koncept, tudi tukaj pri zaposlovanju se ga dosti uporablja. Daj v bistvu potem pa, kaj je pa druga bariera, ki tudi nekako ste potem pivotirali iz prve v drugo smer, kaj bo pa potem problem, da tudi ni šlo čez? Ena je že pred tem, smo zelo hitro pozabili, ne, je ena analitika, kjer smo se hoteli osredotočiti na stanje, kjer smo hoteli dodati pravzaprav procesu selekcije še postselekcijski postopek. To pomeni, da gledamo, kako se človek potem, ko pride v organizacijo. To je analitičen pristop, ki meri njegovo motiviranost, kako dober je padel v kolektivu in tako naprej. Podobna zadeva. Ne. Za razliko od one prve, ki se je soočala z jasnim problemom, da ni problem, da ne morejo selekcije delati, ampak problem je, da ljudi ni. Tu problem je bil. Ne. Ampak zadeva je zelo nice to have. Na domačem trgu ni prav veliko podjetij pripravljenih plačati, plus tega se je pa razvila v zelo zgodnji fazi še konkurenca na tem trgu. Tako da razen tega, da smo tukaj naredili eno ogrodje softvera, ki je funkcionalen, tudi probali smo ga s parimi podjetji, pa da smo predvsem vložili ogromno časa v raziskave tega, ampak to nas je malo tudi zanimalo, nismo toliko izgubili kot z drugo komponento. Kaj pa pol tista prebojna, ta tretji poskus, ki pa je očitno obrodil sadove? Kako ste pa to zapeljali? Oziroma, še predno to odgovoriš, me zanima, vemo, da v podjetništvu je tak roller coaster, ne? Imamo mi vzpone, imamo padce in je v bistvu kar pomembno od podjetnika samega, da pač se ne ustavi, ko, ne vem, zadane prvi zid in mogoče, če ima tisto iskrico še, da verjame v svojo idejo, ne, v bistvu najde pa na koncu pot, kakor je tebi uspel. Saj nisem meni celi ekipi. Ne. Seveda ne. Co-founderki tudi. Evi. Jaz mislim, tako rečem večkrat, ne, kaj inoviraš znotraj nekega področja, v kakršnem koli obsegu že inoviraš. Nikoli ni šel nobeden po točno tej poti, ki si šel ti. Torej, ne veš, če se ta pot kar nekje konča, če je prepad in naprej ni nič. Ne. Ampak
ko začneš to, naletiš na takih par zidov. Ne. Se pojavijo ovire, ki izgledajo, da jih pač ne moreš premagati. In to je čisto normalen, pa sem zvedel ljudi, ki se pogovarjaš, poveš, jaz mislim, tako kličeš, rečeš, jaz mislim, da smo mi mrtvi, ne. Mislim, da se čez to ne da. Pa reči, da 5 spati, jutri bo bolj izgledal. Mogoče se bo rešil, tako naprej. Zdaj vidim, da približno vsaka 2 meseca pride ena taka kater, ki se ti zdi, da te bo pokopal, ampak so že zdaj čisto vsakdanja stvar. Zdaj so jasno manjši, ki se stabiliziramo, ki je proof of concept narejen, ki je ideja, ki delamo z več kot 100 partnerjev v Sloveniji, že na B2B ravni. Zdaj so te šoki seveda manjši, imajo pa magnitudo večjo. V smislu, manjši problem je problem zdaj za 100 strank, ne? In je to včasih velika težava. Medtem, ko je bilo takrat velik problem in zaradi tega sploh nismo mogli produkta recimo naprej peljati. No. Tako da, ko se zdi, da je kakšna stvar res huda, da se ne da čez njo, ne? Da sem se kar naučil, da drug dan zgleda boljš. Pa se naredi nekaj, pa čim več od mi govor, pa eden ima zihar idejo, kako bi to rešil, pa se pa stvari rešijo. Se uredijo nekako, ja. A pa pol večkrat poudarjaš zdaj ekipo, ne? A je tukaj ekipa tista, ki v bistvu je naredila tisto razliko, da nisi v bupu, oziroma da niste z soustanoviteljico bupala, da so nekako te je okolje pomagalo porinati v bistvu naprej? Pa ja, ne. Jaz mislim, da ekipa že od štarta, tudi vsi ljudje, ki so ob naju dveh, ne, izredno naklonjeni nama, najini ideji, verjeli v to, pušali stvar, tudi ker ni bilo nobene racionalne logike, tudi kdaj pred pivotom. Drugače bom pa rekel, je pa slovensko okolje, kakorkoli se že večkrat radi obregnemo, no, se mi zdi, da ga večkrat označimo kot za nespodbudnega, ne, za nekaj, kar podjetništvo zavira. Ja, mogoče bi si želel na kakšni birokratski ravni, da bi kakšna črka ali pa številka stala drugače, ampak mi, da so bila deležna od samega štarta enormne podpore. Ne. Tako na tistih čist informalne podpore od prijateljev do družin, do vsega skupaj. Poleg tega pa je sistem tak, ki omogoča dostop do znanja, do mentorjev, tudi do financiranja, konec koncev zelo pozitivna izkušnja. No, tako bom rekel, slovenski sistem podpore mladim startupom. Ne. Je pa zdaj odvisen, kako to, kaj enkrat prideš do neke točke, ki rečejo, da zdaj ti je pa recimo zalaufal, pa je uspeh, zdaj pa bo vprašanje, ali sem še zmeraj nekaj, kar družba želi, ali postajamo družben problem. Ne. Se mi zdi, da je ta prehod iz mladega, ki ga gladijo vsi, pa rečejo, mora ti uspeti, moraš verjeti, do tam, ki pač si ena ekipa, ki ogroža, ki si postaneš malo del gospodarstva, pa mnogi spremenijo malo pogled, drugače gledajo na te. Če bi zdaj ocenil, kje se nahajate vi? A ste še vedno v tej fazi, ko v bistvu še niste neka nevarna konkurenca ostalim, ali v bistvu se pomikate v to smer? Pa jaz nevarna konkurenca ne bi rekel, da smo itak inoviramo znotraj ene svoje špure. Imamo jasen cilj, ne. To je, da naredimo najboljši candidate experience na trgu. Torej nek sistem, znotraj katerega se bodo kandidati najboljš počutili, ki bodo prijavljali se na delovna mesta. To pomeni, da puša tako kandidate kot delodajalce, da je pač odnos hiter, dinamičen, pristen, da noben ne puta nekega brezveznega efforta, ki ga na drugi strani nekdo sploh ne bi znal ceniti. Tako da, če ti odgovorim, jaz mislim, da ne. Kar pa se ekipe tiče, mislim, da se ne dojemamo še za resnega playerja na trgu. Kar se ekipe tiče, smo pa pač klasičen startupovski duh, sicer z malo bolj bootstrapanim sredstvi in resursi, dajmo reči. Ampak ekipa je mlada, dela na emocije, ne toliko nimamo nobenih organizacijskih shem pravih. Delamo pač na dobro voljo, na emocije. Jaz mislim, da smo še precej majhni. Vse to je tisto, v bistvu, kar nekako je tista iskrica pri startupih, je točno ta ne prevelika rigidnost,
z nekimi strukturami, hierarhijami in je v bistvu vsa ta neka res srčnost, ki pač ljudi ustvarjajo. Ne. Koliko je v bistvu zdaj ta Jobit, ne? V bistvu mi je to govorimo v produkciji imenuje Jobit, ne? Ja. Daj mi povej, kdo se lahko vse tukaj prijavi? A se lahko jaz prijavim kot nek študent, ko zaključim ekonomsko fakulteto, a kako to poteka v bistvu? Jobit je en nov koncept objavljanja oglasov za delo. Ne. In objavljamo jih na način, da se pač oglas v neki meri promovira tudi po družbenih omrežjih in tam je verjetno mesto, kjer ljudje največkrat opazijo nas, stopijo v stik z nami. Ampak naša ideja je drugje. Uporabljamo tudi lastno bazo ljudi, ki se že prijavljajo, da jim sporočamo samo res relevantne pozicije, ki so ponovno odprte za njih. Naša poanta je drugje. Mi hočemo narediti res easy apply princip, kjer se nekdo, če ima interes, lahko s firmo na drugi strani poveže, dajmo reči, v 3 minutah. Da samo se dva povohata, a je to kompetenca, ki jo nujno iščem, na drugi strani pa ti rabiš pa kot kandidat informacijo, ali je to job zame in pa ali, če sem jaz zaposlen nekje, ali je ta job boljši zame od tega, kjer sem zdaj. Ne? In delamo v bistvu na ta način, da prvi kontakt pomagamo postaviti, potem pa avtomatiziramo zadej z AI-om in temi zadevami, probamo čim večji del tega odnesti, da ve rekrutor takoj, kdaj je na drugi strani se prijavil nekdo, ki je temu za to pozicijo izredno zanimiv. To probamo največkrat ugotoviti s parimi 10, rečemo, vprašanji, ne, v smislu, katere računalniške programe si uporabljal, pa jih obklukaš, katere znaš, ne. In potem drugo vprašanje, če bi lahko ocenil svojo stopnjo razumevanja teh programov, ne. Pa če, recimo, ali si že s tem pa tem, koliko let izkušenj imaš, pa spet poklikaš. Skratka, hočemo narediti nek vprašalnik, ki bi v 3 minutah povedal tisto bistvo, ne. In bi te povezal na drugi strani z delodajalcem. In če bi to bistvo ustrezalo, lahko potem video elaborirate naprej. Potem je to nek korak, kjer se nam zdi tudi smiselno, da prije delodajalcu vpraša za življenjepis in tako naprej. Zato, ker se postavi, ugotovite, da je Filip zanimiv, ne, temu podjetju in da ta podjetje bo tebe poklicali naslednji dan, naslednjo jutro, tako vsaj mi forsiramo stvari in bo rekli ti, da si pač zanimiv, da bi radi od tebe več informacij, če lahko morda rešiš tole nalogo ali pa jim pošlješ življenjepis. Gre predvsem za to, da so mlajše generacije navajene dinamike. Ni več sposobnosti čakati na nekaj 3 tedne, življenja se v 3 tednih zapeljejo v popolnoma drugačne smeri. To se ne bi mogel bolj strinjati. Zdaj me samo zanima, ko smo glih rekli generacije mladi, imaš kakšno analitiko? Je mlajša populacija tista, ki je na največji meri tole nekako uporablja oziroma je vključena v to? Odvisen je to od oglasa, ki ga, mislim, od dajmo reči, oglasa za delo, job postinga. Za neke pozicije ja, za neke pozicije ne. Dejstvo je, da je tudi analitika tako kaže, tak pristop je mladim predvsem blizu. Je tudi nekaj, kar stremimo k temu, nismo še tam, ampak stremimo k temu, da bomo pol leta šli na avtomatiko v tej smeri, da če boš enostavno obklukal 3 stvari, ki so hard no pred employerju, boš dobil takoj zavrnitven mail, kjer boš rekel, pač ti bo sporočil, da je tam nekaj drugega, to, kar iščejo in da se obrne drugam. Ne. In jaz mislim, da to mladi kar cenijo. No. Tudi feedback, ki ga dobivamo z trga, je pozitiven. Ne. Ja, vsekakor, če zdaj pomislim na sebe oziroma na moje kolege, moje starosti, mislim, da je skoraj največji problem, ki ga slišim, je to, da podjetja prepozno odgovarjajo oziroma predolgo se čaka na nek odgovor in v bistvu potem sploh ne veš, si ti kompetenten za to mesto, a so zbrali koga drugega, ali še bojo zbrali, ker pač, kako si rekel, danes čas je omejena, ne. Mislim, se tudi prej je bil, ampak danes je to te neke tenzije oziroma mi mladi danes hitreje želimo neke informacije, kakor pa mogoče so bili prejšnje generacije recimo navajene, da je bilo pač jim, ne vem, nekako normalno, da čakajo 1 mesec na nek odgovor nekega podjetja.
v tem smislu. Mogoče zaznavaš, recimo, zdaj, če se obrnemo malo na te kadrovske stvari, kaj so pa mogoče neki problemi prav na strani strank, se pravi, zdaj, če postajamo na stran strank podjetja, iskalce, se pravi, tisti, ki ponujajo zaposlitev, kaj so tisti neki problemi, ki jih največkrat izpostavijo, pa zdaj rečemo za slovenski trg? Tisti, kar oni izpostavijo, nekaj jaz mislim, da so njihovi tisti, kar oni izpostavijo, pa lahko še rečemo nekaj na tem, kar ti misliš. Ne, hecam se malo. Največkrat izpostavijo tudi, da imajo premalo prijav. Mogoče imamo res dober filter, da hodimo sam s takimi strankami, ki nas poiščejo na ta način. Ker pač dejstvo je, da če imaš premalo prijav, poiščeš nekoga, ki ti pomaga generirati več prijav in ima na ta način urejen funnel, da je selekcijski postopek prijaznejši. Talent shortage, torej primanjkljaj ustreznih kandidatov je številka 1 problem ljudi, s katerimi delamo. In gre razumeti, če se vrnemo, malo navežemo na tisto, o čemer smo v začetku govorila, makroekonomsko stanje, rekordno nizka brezposelnost, ob tem je močno omejene migracije v državo, nataliteta je negativna, odhod mladih izobraženih ljudi v tujino je ogromen, ni sicer na nivoju Hrvaške in bog ne daj Srbije, ampak ogromno ljudi odhaja in je to normalno. Pač BDP raste in zahteva določeno povečavo ljudi. Mi rabimo več ljudi vsako leto, kljub temu, da tehnologija nekaj naredi, ne pokrije celotne rasti BDP-ja. Tako da jaz mislim, da je to čisto normalno. Ne vidim, kako bi se v naslednjih letih lahko to porabili, ker ljudi bomo to popravili, ker ljudi bomo rabili več in več in več in več. A pa bi rekel mogoče, to čisto osebno mnenje, da je mogoče problem konkurenčnost plač, ali pa to, da niso mogoče plače sploh poznane, pa da mladi želijo več, kot je zmožnost trenutnih, recimo neke povprečne plače. Kaj misliš? Imam kar dober pregled nad tem. Zdaj, ko delam na toliko različnih frontah, pa spremljam toliko različnih caseov, jaz mislim, da se plače dvigujejo. Se tudi raziskave kažejo, da se dvigujejo. Sploh v področju, kjer delam, jaz mislim, da to lepo raste, da je tudi konkurenčnost z tega vidika, postajamo konkurenčni. Kar pa se tiče mladih, mladi ne vemo vedno, kaj, jaz sem še za mladega, saj se še lahko imam. Ja, seveda. Ne vemo vedno, čisto kaj bi želeli. In pa želimo veliko. To je tudi ena taka generacija, se mi zdi, prav zares smo ena redkih generacij v zgodovini, ki nismo doživeli nobenega resnega pomanjkanja. Pri nas je praktično vse čez celo obdobje življenja. Dobro. Nismo zdaj rojeni z zlatimi žlicami, ki pravijo, ampak prav zares nam manjkalo nikoli ni nič. In delati nekam ima seveda zelo visoka pričakovanja od tega, kaj boš ti od tega dela dobil. In v smislu samega pomena dela zate, tega mladi danes uvrščamo zelo visok, do okolja, družbe, v kateri boš delal, torej sodelavcev, in pa je tu še denar. Kot higienik, tam nekje mora biti visok, da me pol zanimajo une stvari, ampak ta me tudi zelo zanima. Ta se tudi povečuje, če ne drugega, pri mladih je to zmeri peer pressure. Greva midva tam na kavo, se pogovarjava, za koliko delava, grem z drugim, se pogovarjam, za koliko delam, ta dela, zato jaz mislim, da bi lahko jaz. In mladi imamo zelo visoka pričakovanja. Poleg tega pa itak se zavedamo, kakšno je stanje na trgu. Jaz mislim, da je del problema, ne morem reči, tudi na mladih, ampak to ni problem, to je pač stanje. Se glih ravno zadnjič, ko je bil dogodek, prejšnji je bil dogodek, Delo mene išče, pa me zanima, zjutraj smo imeli tako lepo debato z predstavniki podjetja Skadrovske, nekaj naš študentov je bilo kot predstavniki generacije Z in pa nekaj kadrovnikov in smo v bistvu debatirali te razne dileme, v bistvu kaj naša generacija pričakuje, kako se razlikujemo od prejšnjih generacij, pa me zanima, a bi ti, ker jaz sem mnenja v bistvu, da seveda vsaka generacija je drugačna, in mislim, da je ravno ta drugačnost potem tudi
kot samo gospodarstvo žene naprej. Ne? Ker če bi bili vsi isti, recimo, potem ne bi imeli nekih sprememb, bi vsi bili, ne vem, bi bile, pa če zdaj zanemarjamo vse ekonomske vidike, ne? Se ne bi nič spremenilo, ne v tehnologiji, pa ne v nekih strukturah, pa ne v dojemanju, se pravi, človeškega kapitala. Kako ti gledaš na to v bistvu? A smo mi res toliko prezahtevni mladi, ali se podjetja malo prepočasi prilagajajo na generacijo, ki vstopa, recimo? Generalno lahko ziher rečeva, da se podjetja, se z obema malo strinjam, no, tema idejama. Podjetja se prepočasi prilagajajo, ampak to je zmeraj tako. Podjetja so pač toge strukture, ki so pač velike, ker je organizacija, ki mora služiti potrebam in zahtevam 50-letnika in hkrati nekoga, ki pride noter s 23 leti s popolnoma drugačnim pogledom na svet. Tu se seveda podjetja se bodo zmeraj prepočasi prilagajala, tako kot se javni sektor prepočasi prilagaja v odnosu na gospodarstvo. Ne. Po drugi strani so pa mladi smo zelo različni, ne. Tako, kot si rekel, saj nismo vsi enaki. Ne. Mladi imajo zelo različen, ne reči, danes vrednostni sistem mladih je majčkeno drugačen, kot je bil vrednostni sistem mladih 30 let nazaj. Ne. In jaz sem to prepričan in tudi moj in tvoj nista enaka. Ne. In jaz mislim, da je mlade povabiti in zadržati v delovnem okolju te mlade, ki so zdaj na trgu, resen izziv za naše organizacije. Bi se kar strinjal, ja. Ampak mislim, no, zdaj, kakor opažam, se pogovarjam, da res je, da se podjetja težje, se pravi, počasneje se prilagajajo, ne, tem nekim sodobnim spremembam, ampak mislim, da vseeno je tista stran, ko se nekako srečamo oboji, ne. Se pravi, da se mi tudi prilagajamo podjetjem, podjetja se prilagaja nam, ampak mislim, da vsekakor, glede na zadnjič, na pogovor, ki smo ga imeli, se mi zdi, da podjetja kar danes v Sloveniji že veliko dajo na to, da se čim bolj približa nekim mladim oziroma nekim tem našim novim usmeritvam, ki jih imamo, pa nekim novim željam. Ja, seveda, se tudi konec koncev, če tako pogledajo, nimajo izbire. Ja. Mladih je zelo omejeno število, brez njih vemo vsi, da se ne bo dali naprej. In ali zmotiviraš ali pa umreš. Ne? Ja, točno to. Dej pa za konec v bistvu, če bi še nekako povedal glede svoje podjetniške izkušnje, glede na to, da si študiral finance, v podjetništvu smo nisi razmišljal na začetku, pa me zanima mogoče za kakšnega študenta, ki tudi se bo najdel v podjetništvu kasneje, kaj bi ti rekel oziroma kaj je tisto, na kar najbolj pozoren, pa na tisto, na kar se sploh ne sme obremenjevati? Ja, dobro vprašanje. Jaz bi rekel tako, ne sekirati se ni dobro preveč, tako ali tako, ne. Ampak malo se treba. Mogoče bi poudaril to, kako sem jaz videl ekonomsko fakulteto. To bi bilo mogoče najboljše, ker mislim, da sem res zadev z videnjem in sem jo videl kot, in mi je to pomagalo, ker sem jo tako videl, sem jo lahko uporabljal, pa z ekonomsko fakulteto, mislim na cel ta moj experience tukaj. Vidim jo kot platformo znanja in ljudi, ki jo lahko uporabljaš. Ne? Če rečeva, da ni zelo velika, je precej je tega, kar moraš znati, ampak to ni vse. Ti ne zafila celotnega, niti časovno, niti energetsko, ti ne zafila celotnih kapacitet in temu je namenjena po mojem, tako jo jaz vidim. Potem imaš pa ob tem ogromno različnih vej, kjer imaš možnost tukaj v CK-ju, v knjižnici in imaš ogromno različnih ljudi, ki jih zanimajo podobne stvari. Zdaj, če se hočeš iti podjetništvo, sem prepričan, da je 50 ljudi tukaj, ki imajo podobne ideje kot ti. Ki najdeš človeka, mogoče ni veliko boljših placov v Sloveniji za najdeti nekoga, ki bi se želel pridružiti tvojemu startupu v early stageu, kot je ta faks. Tako da ja, jaz jo vidim kot neko bazo znanja in ljudi, ki jo lahko uporabljaš izven tega, kar je, ne bom rekel, zakonsko predpisano, kaj je pogoj, da ti dajo pač na koncu diplomo. Ne. In je res 12 smeri prvem letniku, ne. Res je veliko, pestro je. Ne. Pestro je in kar se tiče znanja, ki ga faks drži, in kar se tiče ljudi, kompetenc, ki jih te ljudje imajo, lastnosti, tako naprej. Jaz bi rekel sam,
ne imeti kakšnih predsotkov, spustite dol oviro, mislim, spustite dol bremze in čim več probite tega užiti v smislu znanja. Če to kdaj pomeni se usesti v knjižnico, 2 uri vzeti revijo, brati, skoraj sigurno bo prišel mimo kakšen zanimiv človek na tem fakulteti, ne. In v smislu ljudi, ki pač ogromno nekih eventov. Ne vem, sicer ne bom z imeni, ker ne vem točno, kjeri še funkcionirajo, kjeri ne, ampak za časa mojega študija tukaj je ogromno nekih eventov, ogromno nekih ljudi na teh eventih, zanimivih challengeov, tako da jaz sem s tem faksom recimo res dober zadev. Odlično. Se pravi, če na koncu rečeva, potrebno je, da gremo iz cone udobja. Ja, vedno, ja. Dobro. Vedno. Ful ti hvala še enkrat, ker si se oglasil danes z nami, meni je bilo super s tabo se pogovarjati. Hvala za vabilo. Res super stvar. Tudi jaz sem zelo zadovoljen, da si lahko tle.